Prijeten septembrski pozdrav, cenjene gledalke in gledalci z oddaje Klepetalnica. Danes imamo ne samo zanimivega gosta, marveč zelo zanimivo temo, namreč v naše goste je prišel dvojni doktor, Ivan Rihtarič, zgodovinar. Ivan, lep pozdrav. Enako. Namreč obudili ste malce spomin in poiskali prava dejstva, morda bova tudi midva, sedaj našim gledalcem, malce drugače predoči ali pa drugače, tudi v drugačni luči, nekoga, ki je bil svoj čas strah in trepet Slovenije, Franc Rihtarič. Se pravi, gre za enega, ki so mu nadeli tudi radgonski Robin Hood ime, ali pa Španci so imeli El Lutaja, med ljudmi dokaj popularen. Prvo vprašanje pa seveda, Ivan, sta kaj v sorodu, ker tudi Franc je Rihtarič, pa vi ste Rihtarič, pa me takole firbec matra. Ne morem povedati odkrito, nisem v nobenem sorodu. Po mamini liniji imamo izdelan rodovnik celo do leta 1601, po očetovi liniji oziroma liniji babice je pa nekoliko krajši, ampak tudi dokazano, da nisem. Marsikdo me je spraševal o tem, ali kot otrok se spomnim, da sem imel kar v šoli, v osnovni šoli, kar problemčke s tem. Primerjava. Primerjava, ja. Ivan, dejstva so takšna, ki jih najdemo tudi kazve na spletnih straneh o Francu Rihtariču, tudi nepopolni podatki, tudi neuradni podatki, tudi resnični, kot so v tele knjigi, ki je išla. Pa vendar, kje ste pravzaprav prišli do gradiva, kajti, ko sem preletel tole knjigo, so zapisniki zaslišanja, vsako posamično njegovo zlo delo, bova rekla, 70 so mu jih naložili, seveda najhujši tisti umor miličnika na Radgonskem mostu, ki ga nikoli ni priznal, tudi to še je vedno zavito v eno tančico. Kako do teh podatkov, ki so sedaj pa vendar zgodovinsko potrjeni in verodostojni? Ja, ob mojem drugem doktoratu sem ga že obdelal dejansko v prvem poglavju po dokumentih Uprave državne varnosti oziroma OZNE UDBE. Saj je, bi rekli, tam bilo okoli 60 dokumentov, ki so ga tako ali drugače povezovali in opisovali od njegovega otroštva pa tja do začetka leta 1951. Drugi sklop podatkov je pa iz Pokrajinskega arhiva Maribor, kamor je bilo iz okrožnega sodišča v Mariboru, kjer je bil ta proces od decembra 1958 pa do aprila 1959, ko je bil zaključen z sodbo, je za okoli 3,5 metre dokumentov, ki sem jih pridobil. To je okoli 2800 strani dokumentov, potem še dokumenti iz njegovega šolanja na kmetijski sadjarski šoli v Mariboru, domača in tuja literatura, tudi viri v nemščini oziroma sodno prevedeni iz Avstrije, tako da je to bil kar en zajeten kup dokumentov, ki sem jih potem seveda moral pa krepko prebrati, sortirati, kopirati in tako dalje. Ivan, sicer vas začela na začetku, pa vendar konec je tisti zadnji na slovenskih tleh, nad katerem bila eksekucija, smrtna obsodba z streljanjem. Kasneje več te obsodbe ni bilo, ampak je bil do 30 let, mislim, da maksimalni zapor. V Očeslavcih, današnja občina Radgona, menda, se je rodil 29. leta, no pa pričnite vi vašo zgodbo, ker zdi se mi, da pa tudi zelo pomembno morda za naše gledalke in gledalce in zanimivo, zakaj je pravzaprav na kakšen način stopil na te stranske poti, kot danes rečem, ali pa nemoralne. Ja, rojen je bil leta 1929 v Očeslavcih, to je majhna vasica v sedanji občini Radgona, oziroma v takratnem okraju Radgona. V vasi so se ukvarjali predvsem z kmetovanjem, to so bili majhni kmetje. Mogoče o teh imenih kraja v dokumentih, v knjigi se večkrat omenja
Očeslavski vrh, se omenja Okoslavci, Okoslavski vrh, enega in drugega ni, danes še med ljudmi to živi, seveda potem pravilo Očeslavci na ravnini proti Ščavnici, na hribu Očeslavski vrh, podobno za Okoslavci. No, bil je rojen v družini očeta in matere, rojen je Nedok, to bom pozneje povedal, zakaj Nedok. Bil je edinec, hodil je v osnovno šolo na Kapelo, ker je pač tja to po šolskem oziroma po fari tjota spadalo, kljub temu, da je imel bliže do Vidma oziroma do Svetega Jurija. V šoli je bil nekako povprečni učenec, potem ga je oče pa dal v to kmetijsko šolo pod Kalvarijo oziroma pod Piramido v Mariboru. Plačeval je za to šolanje 300 dinarjev, to je bilo v tistem času nekje okoli 50-60 litrov mleka po tistih cenah. To šolo je končal tudi nekako z povprečnimi ocenami, tudi to so ocene v knjigi. No in potem je bil kot praktikant poslan na Bizeljsko. Tam je potem tudi tako ali drugače pridelal prvega otroka, deklico. Potem je bil... Pa se ni poročil tam potem, ni vstal? Ne. Potem je bil preseljen oziroma preimenovan, delegiran na posestvo Jeruzalem med Ormožem in Ljutomerom, Svetinje, in potem na lastno prošnjo, na vlogo uspešno na okraj v Gornjo Radgonu. Tu je imel kolega Štebiha z ptujskega območja in s tem kolegom sta potem tam v začetku leta 1947 vzela občinski avtomobil, šla k deklinam, kot so rekli, na veselico, zmes zamudila, tankala, ne samo, bi rekli, alkohol, poleg bencina, imela avanturo, zavozila v Jarek, potem naslednji dan oba aretirana v zaporu v Radgoni, ampak potem zelo hitro pobegnila in Franc se je začel skrivati v domačem okolju. Pri starših, pri babici Nedokovi, namreč njegova mama je bila ledično, kot pravimo, Nedokova z Očeslavskega vrha. To je samo streljaj nad njegovo domačijo. No in tu je potem mu postalo, da tako rečem, nekako vroče in je opravil nekaj akcij z svojimi sosedi, prijatelji in tako dalje in se potem odločil, da bo se umaknil skupaj z Pelcem, Francem, v Avstrijo. Pri Mureku, Cmureku, Tratah sta prekoračila pač reko Muro. Tam so jo zajeli avstrijski žandarji, zaslišali, predali angleški obveščevalni vojaški službi FSS. Bil je v logorju za te emigrante v Štrasu pri Mureku, pri Cmureku. Tudi tam so ga zasliševali, vse to je v knjigi, kaj so ga spraševali. No in potem je bil izpuščen, tako kot tudi kolega Pelc, in potem sta začela izvajati razne akcije potem južni Štajerske. Zanimivo, da sta šla do Graca, celo do Salzburga neuspešno in se ločila. Franc se je odločil in se vrnil, bi rekli, čez mejo pri Cankove, kjer je bil ujet v Jugoslavijo. Predan je bil v zapore v Gornjo Radgonu in v zaporu se je dogodilo zelo zanimivo za tisti čas. Bil je nekako po zakonu obsojen na 2 meseca zapora zaradi ilegalnega prehoda in ilegalne vrnitve. Vendar po dokumentih Udbe je vidno, da so pogruntali, da je izredno bister, navezan na družino. Uredili so mu, da tako rečem, alibi pod narekovaji, da je pobegnil v Avstrijo pač zaradi
nekih pobalinskih zadev, ni političnih, da je celo tam dobil tuberkulozo, kar ni bilo res, ne, in da je sodba, da je tožilstvo umaknilo pregon in je podpisal, da bo sodelavec UDBE. Dobil je ime, morda se je celo sam izbral, konec leta 1958 postal je sodelavec UDBE z kodnim tajnim imenom Franc Žmavc. Dobil je tudi delovno okolje v svojem bivalnem okolju in imamo nekaj primerov ljudi, ki jih je pač ovadil, ne, po zapisnikih in tako dalje. To se pravi, v letu 1951 se nekako konča to prvo obdobje, ni dolgo miroval, ampak sta z očetom, kar je zanimivo, potem izvršila en rop v Kocjanu, to je pri Kapeli, in seveda bil je ujet on in oče v zaporu. Zanimivo, da je dobil za te prve njegove akcije izredno strogo kazen, 14 mesecev strogega zapora. Oče je bil samo pogojno oziroma oproščen, to mu sin nikoli ni oprostil in je marsikaj sumničil. No in ker je bil pač vojni obveznik, trebalo je iti v vojsko do 22. leta po takratnem zakonu, je potem šel najprej v vojsko, v Prilep, v Makedonijo, tam vojsko odslužil, zmes celo prišel na dopust in po odsluženju vojaškega roka je potem odslužil tudi kazen v Mariboru. Potem se je vrnil domov, seveda ni imel več službe na okraju oziroma brez in je potem nekako miroval, povezal se z dvema, bi rekli tam skoraj sosedoma in izvršil nekaj akcij. Taka akcija je bila rop kmetijske zadruge na Ptujski cesti oziroma zadruge Orehovci, potem Koteks v Jurju Obščavnici, celo v neki čebelnjak so vdrli, potem v čevljarsko delavnico Šuta v Radencih in tako dalje. Njegovega kolega Klobaso in Brenčiča so ujeli in ga je izdal in tako dalje in je potem seveda se zopet odločil za pobeg v Avstrijo. V Avstrijo se je odločil, bi rekli, tako, da je prišel, zdaj bom seveda govoril po dokumentih prej omenjenih, lahko bi govoril tudi pogojno, ne, da se je odločil, če bi, da bi in tako dalje, ampak to zdaj pustimo zaenkrat. In je v noči iz 1. na 2. avgust leta 1955 pač sta počila dva strela z oddaljenosti približno 15 metrov iz lovske puške petelinke kalibra 16 mm z šibrami štirke, šestke, to lovci vejo, kaj to pomeni. En strel je bil v miličnika Alojza Bartola, 35 let star možakar, in drugi strel pa v luč. Potem je on pobegnil, to je priznal oziroma dokazano, bos čez ta prehod. Na drugi strani so ga z neko težavo Avstrijci tam na meji ujeli, potem prišli z dokumentom osebno izkaznico na slovensko stran, pokazali, to je ta in ta. No, sam Franc je nekako računal, da ga bodo predali Jugoslaviji. Zanimivo, da se ne govori, da bi ga predali Sloveniji, ampak vse vedno v dokumente govori o Jugoslaviji. To se ni zgodilo. Seveda zdaj piše v raznih populističnih revijah, časopisih, novice in tako dalje, da je interveniral Interpol, tega ni dokazano, naj bi prišel neki Kanadčan in tako dalje, ampak dejstvo je to, da so ga odpeljali naslednji dan v Graz,
z namenom, da ga tam dajo na sodišče, ker sta leta 50 po prej omenjeni izpustitvi iz zapora v Štraso, iz logora v Štraso, bi mu tam sodili. 22 km pred Gradcem je pobegnil in se potem vrnil zopet čez Prekmurje nazaj. Tu se je zopet skrival, no in tu se je potem pa začela ta njegova odiseja, tako rečem, po takratnem ljutomerskem, ptujskem okraju, celjskem, trboveljski okraj je bil celo in bi rekli v Prekmurju. No in če se zdaj malo vrnem nazaj na te njegove akcije, nekaj krajev naštejem. Vlamljal je ali naj bi vlamljal v trgovine kmetijskih zadrug. Kmetijske zadruge so imele po vaseh svoje trgovine, ker se je lahko kupilo od igle pa do petroleja, pa bi rekli do letala, pod narekovaji, to se pravi vse. Vlamljal je v glavnem zelo klasično z teležnjakom, to se pravi z enim pajsarjem, kot ljudje pravijo, skozi vhodna vrata ali skozi zamrežene okna in tako dalje. In tu se je potem odnašalo marsikaj. Morda bi povedal tako, da je taki zapisnik izgledal približno takole. Vlomi so bili čez noč, zjutraj je prišla trgovka ali poslovodja, poslovodkinjo so opazili, da je bil vlom, so poklicali ljudsko milico, je prišla komisija, vzela prstne odtise, poslovodja je povedal, robe je zmanjkalo približno toliko in toliko. Zanimivo, da je pozneje v večini primerov morala biti izvedena natančna inventura, ki pa je praviloma pokazala dosti večji primanjkljaj. To bom ob koncu povedal, to je lahko tudi sumljivo. Varljivo. Ja. No in potem so vzeli prstne odtise, če je bil teren raven, bi rekli, na steklenici vina ali na pultu ali kje druge, potem je to bilo vzeto iz te njegove prvega zapora leta 1951. So imeli, bi rekli, njegove prstne odtise, to je tudi v knjigi, vseh 10 prstov in tako dalje. Izdelane so bile ekspertize, daktiloskopske, ne tako menim, da so bile izdelane tudi daktilografske ekspertize, in sicer na podlagi primerjave, če je pustil kakšen napis, kakšno zadevo. Naprimer, izvedli smo inventuro pod narekovaje in tako dalje, zdaj me pa lovite, ne? To so primerjali z pismi, ki jih je imel, konkretno z svojo ljubico ali celo, bi rekli, zaročenko Anico Kreslin iz Dolnje Lendave, to je bila druga, z njo je imel potem sina Silvota. Mimogrede, imel je še potem tudi možakarja, ki še danes živi na domačiji, bi rekli, v Česlavcih. No in še ena zanimivost je, kot je v knjigi tudi v celoti predstavljeno, bil je celo pesnik. Namreč ob aretaciji, potem pozneje, so mu našli tudi notes, ker je imel pesmi, seveda kritiki bi to danes raztrgali, ni bilo rime, ampak tudi pravopisno in tako dalje, ampak zanimivo je za prebrati. Pesmi so bile, kaj bi rekli, domovinske, ljubezenske, protidržavne, seveda proti komunistom, za kralja, za križarje in tako dalje in tako dalje. No in pri teh akcijah se je seveda dogajalo tudi to,
ker gremo zdaj proti Robin Hoodu, da je marsikatero blago bilo potem tudi najdeno. Blago je bilo najdeno lahko, bom rekel, na obrajdah, nekje po vaseh, blago je najdeno tudi Puščal ljudem, ne, domačinom. ja, tudi na kakšnem seniku, kjer si je to shranil, ne, pa več ni mogel priti po to ali kakorkoli. No, gibal se je, kot sem prej povedal, na tem območju, imel je tudi kar ogromno denarja pri sebi. Zanimivo, danes bi rekli, da je hotel kar moderno oprati denar, ne na banki, ampak čisto fizično. Namreč na tem bizeljskem območju je nekje v eni gostilni izvedel, da nekdo prodaja gozd, ker so pač pred kratkim pogoreli in zdaj želijo dobiti denar za obnovo domačije. In je potem stopil v stik seveda pod drugim imenom, ne na sebe, na nekega človeka iz Kanade. Je bila sestavljena pogodba za 300.000 dinarjev. In verjelo ali ne, v 3 obrokih je temu možakarju, Janezu Potočniku, te zadeve tudi izplačal. Seveda, pogodba je bila napisana z pisalnim strojem. Gre za to, da je pisalni stroj izginil iz tistega prvega obdobja njegovih pustolovščin, tudi iz občinskega ljudskega odbora v Borlu pri Ptuju in tako dalje. In seveda to so potem bile primerjave in tako dalje in tako dalje. No, zadeve so tekle, rekli, tudi tako, da so ga videli, srečevali tu in tam in tako dalje. In jaz sem seveda moral te zadeve, verjeli ali ne, celo nekako časovno z uro gledati, če to vse štima. Ali pa napačne informacije, ne? Ja. No, in en primer omenim enega spopada njega in knjigovodje Janka Topličarja v Žerovincih pri Ljutomeru, že so spadali takrat v ljutomerski okraj, in po tistem pobegu in tako dalje Franca so potem ga ljudje vse tja proti Ptuju videli na vsako uro in tako dalje in se malo gledal, kje so ti kraji in je to bilo možno ali ni bilo možno in tako dalje. No, celo se je to dogodilo, da je bil enkrat ob nekaj priložnosti zajet, ker se je nekaj zagovoril, prav na tem bizeljskem območju, tam so ga celo v gostilni prijeli, prišla je ljudska milica in so ga zvezali, miličnik se je peljal z mopedom naprej, drugi ga je gnal, mu je pobegnil in tako dalje. Potem en primer je bil zelo hud, da je imel celo fizični spopad z streljanjem, 2-krat je streljal na nekoga tam v enem gozdu, tam mu je odvzel pištolo, Franc je imel drugo pištolo, ta ga je hotel ustreliti, mu je, bi rekli, zaskočila in tako dalje. No in če zdaj grem proti koncu vsega tega. Morda, Ivan, samo da vprašam, zakaj je bil pa vendarle tako priljubljen, rekli smo nekaj, puščal stvari, kao Robin Hood med ljudmi. Ljudje ga pravzaprav prebivalstvo ni smatralo za nekega groznega zločinca, čeprav so tudi starši otroke strašili. Rihtarič gre, ne? Da so že ime je vzbujalo nekako strah in srd. Pa vendar ljudje ga niso, so ga imeli bolj za svojega. Zaradi tega, ker je toliko krat pobegnil, ker je osmešil, ker ne vem. Ja, ob natančnem branju knjige, ne, teh zapisnikov, ogromno je tega notri, je potem sam povedal, ne, da je pravzaprav se ni čutil krivega, ker je pač vlamljal v zadruge, ki so rezultat, bi rekli, vladajoče komunistične partije, in tako dalje, da ni kradel posameznikom. Imamo nekaj primerov, ki so potem na sodišču padli, da je tam udaril v neko klet, ne, pa da je tam pri župniku v Studenicah zmanjkal kruh pa nekaj mesa in tako dalje, ne, ali pa tu neko meso, bi rekli, na tej
črti od Ljutomera čez Cezanjevce proti Svetemu Juriju, to je potem padlo, ne, na sodišču. No, tu mimogrede povem, zakaj so nekatere stvari padle, ker seveda je, kot je on sam povedal, sem nekaj izvršil, ampak večino pa je to izvršila ena ilegalna skupina Borisa in Danila iz tujine, ki sta imela tudi bunker na Boču. Tudi on je imel bunker na Boču, ampak dobil sem ga od tega Danila. No, in če se vrnemo zdaj na to, da so inventure pokazale seveda večjo vrednost, večji primanjkljaj, je en zanimiv primer, to je tako debeli fascikel bil dokumentov iz zadruge Kraljevac na Sutli, to se pravi na hrvaški strani, kjer se je na koncu pokazalo, da je zgleda poslovodja bil tiste, ne, ki je za 200 ali več tisoč dinarjev. Ne. Zanimivo, da je sodišče potem nekatere zadeve zavrglo in mu dejansko pod narekovaji verjelo, ker je reklo, da ni mogel odnesti toliko in toliko robe. Na rami. No, ja, ne. Tam je en primer, več kot nekaj 120 litrov, če se prav spomnim, litrov vina, ne, je zmanjkalo, ne, to ni mogel sam odnesti, to je moralo biti prinešene posode, potem se je to razjasnjevalo, da je to v družini, so bili neki spori in tako dalje. No in zadeva je prišla tako daleč, da je potem se tudi nekako obogatil celo z kamnititom, to je z eksplozivom, ki ga je vzel iz rudnika oziroma pri rudniku Hrastavec pri Poljčanah. Udaril je tudi v ljudski odbor Kozje, pri Ptuju, vse mogoče. No, mogoče še to, ker sem prej omenil daktilografsko ekspertizo, tudi je notri en dokument o tem, kaj bi napisal na neki plakat, ki je vabil na veselico na Kapeli in tako dalje. Tudi razni listki na glavni železniški postaji v Mariboru, tam na ptujsko-bistriškem območju in tako dalje in tako dalje. No in če zdaj grem proti koncu, 1. marec leta 1958, v zgodnjih jutrnjih urah je prišel, kot je povedal, od sorodnikov iz Cerkvenjaka, oziroma Svetega Antona v Slovenskih Goricah, svojemu bratrancu in materi, babici dal nekaj denarja, ga je ostrigel, jesti in je šel na Senik. V tem času ga je nekdo prijavil na postaji Ljudska milica v Gornji Radgoni, prek Murske Sobote je izvršena akcija in so ga presenetili, ujeli. Po časopisih, tudi ob 60. obletnici leta 19 je marsikaj bilo napisanega, so mu res prestregli, da ni mogel aktivirati okoli 7-8 kg kamnitita, to bi verjetno šlo v zrak vse, tudi tista hiša, ki je v današnji fotografiji, v današnjem stanju prikazana. Potem je bil odveden v mariborski zapor, aretirani v naslednjih urah, dnevih še drugi in je potem bila izdana obtožnica proti njemu in 13 soobtoženim. Kdo so bili ti? To se pravi on in pa 13. Oče, mati, babica, stara mama, bratranec Ivan Skotnik, potem brata Haller z Bizeljskega, ta njegova Anica Urek in brat in še brat, to se pravi 3 Ureki, z bistriškega območja Kreslin, Anica in brat, tisti Brenčič in pa prej omenjeni ta Janez Potočnik.
Vse mogoče zadeve je v obtožnici bilo, tudi preomenjene kazniva dejanja iz Avstrije, in proces se je začel 9. decembra leta 1958. V knjigi so natančno prikazani vsa zaslišanja, čez 30 jih je imel on, zaslišanja vseh teh soobtoženih, tudi ogromno, bi rekli, prič, tudi priče še živijo, konkretno v Radencih, ena od poslovodkinj takratne zadruge Kutinci. In potem je bila pa izrečena sodba 15. aprila leta 1959. Zanimivo je, da mu je tam 30 akcij mu je bilo nekako črtanih, ne. Najhujša seveda pa ta umor miličnika. Sam umor miličnika je seveda bil zanimiv po svoje, ker ga Franc nikoli ni priznal. Naj bi bil, kot sem povedal, ustreljen z lovsko puško, ki je nikoli niso našli. Miličniki so rekonstruirali vse zadeve, forenzike in tako dalje. Zanimivo, če bi se danes kdo spustil v obnovo procesa, narejene so bile verjetno kakšne napake, pomanjkljivosti. Primer, puška se ni našla, naj bi bila odvržena v reko Muro, potem smodnika na njegovih rokah niso vzeli v Avstriji oziroma niso tega izvedli. Ampak dobro, to zdaj pustimo. No, potem ostali so dobili kazni take ali drugačne. Zanimivo, da so za te njegove domače in pa za onega, ki je Brenčič, ki je bil takrat v vojski, so imeli pogojne kazni. Rekli, v obrazložitvi je bilo napisano, vse že sama kazen je taka, oni v vojski bo itak že prišel in tako in stigma in tako naprej. Tudi ta Ivan Skotnik, ki nekako je bil tudi pri Francu sumljiv, da bi ga naj izdal ali celo njegova babica in tako dalje, so dobili, bi rekli, dokaj simbolične nizke kazni. No in zadeva je bila taka, da so seveda vsi imeli advokate po službeni dolžnosti ali celo tam eni urekovi nekaj z plačilom sorodnikov. Pritožba na Vrhovno sodišče v Ljubljano, tam so prekvalificirali uboj iz zahrbtnosti v malo nižjo vrsto uboja, ampak smrtno kazen potrdili. Potem se je pritožil na Vrhovno sodišče Jugoslavije v Beograd, kjer je bila smrtna kazen potrjena. In zdaj prihajamo do zadnje točke v, bi rekli, tem poskusu, da si reši kožo, pomilostitev. Zaprosil je za pomilostitev Zvezni izvršni svet, bi rekli vlado, in tu se je pa dogodila ena zanimiva zadeva. Zavrnili so mu pomilostitev. S kakšno obrazložitvijo? Brez posebne obrazložitve, ampak zanimivo, kdo mu je podpisal, bi rekli, zavrnitev. Zavrnitev mu je podpisal podpredsednik izvršnega sveta vlade Aleksander Ranković, ki pa je bil leta 1950, ko je Franc postal sodelavec Udbe, pa dejansko takrat in tudi še v tem času pa glavni šef Udbe za celotno Jugoslavijo. V knjigi je potem en znameniti stavek napisan, ki ima paralele v Jugoslaviji, v Sovjetski zvezi, še marsikje drugje, namreč revolucija žre svoje otroke.
Vemo, kaj je bilo pri Stalinu, pri Leninu, tudi Tito je pozneje odstranil Rankoviča, predtem Đilasa, še koga drugega in tako dalje. No in potem je pa bila izvršena smrtna kazen. Tu je prepis dokumenta, ki se konča takole, skoraj dobesedno. Truplo je bilo predano Mariborskemu pogrebnemu zavodu v pokop. Franc oziroma truplo nima groba. To je tudi paralela, če vemo, da je general Rupnik po procesu bil ustreljen, sicer našel sem dokument na strelišču na Dolenjske v Ljubljani, tudi, bi rekli, tam leta 50, 51, Viktor Jurkovič iz Hrastja Mota vodijo te bande, kot so rekli, tudi tam ustreljen, tudi tam nima groba. Vemo, da se je v zgodovini podobno to dogajalo z eno veliko izjemo, če pustimo še vedno čudne zadeve z Hitlerjevo smrtjo, ne? Ampak na primer Adolfa Eichmanna, Bin Laden, ne? To je vse nekaj raztrosem pepel ali kakorkoli, ne? Je pa izjema, bi rekli, po smrti so pa vseeno pokopali in je danes mavzolej za Benita Mussolinija v Italiji, ne? Dočin Hess in Nürnberškega in tako dalje. No, naslovnica in pa seveda konec se pa konča z pojmom mit. Cela vrsta mitskih zadev je in eden mojih kolegov je napisal roman Blaženi Franc Rihtarič, kjer je seveda to obdelal tako, kot smejo, ne, pisatelji obdelati, ampak osnova je dokaj pravilna. Potem je v filmu Vdovstvo Karoline Žašler tudi en kader, Rihtaričev hostel. Ja, ne gre ravno časovno skupaj, ne, ker je že bil pokojni po tistih zgodbah. Potem celo dve glasbeni ustvaritvi sta, to se je možno prek interneta YouTube zavrteti. Potem ena gledališka predstava je na ptujskem območju in tudi, bi rekli, ena zanimivost je, namreč bil je zelo odrezav tudi na procesu in morda bi povedal eno zelo zanimivo zadevo. Proces je seveda bil javni, z ogromno publike v Mariboru in tam ga je sodnik Anton Klemenčič vprašal, tako kot se to vpraša še danes na sodišču, tiste osnovne podatke, ime, priimek, kje si rojen in tako dalje, in ga je vprašal, kje je rojen. Tu je tudi dokazano z rojstnim listom, da je bil rojen v Učeslavcih, ne? Ampak je potem drzno pač povedal, rojen sem pri Antonu v Slovenskih Goricah. Sodnik ga je opozoril in rekel, ta kraj se pa danes ne imenuje Anton, ampak se ne imenuje Anton, ampak se imenuje Cerkvenjak. In Rihtarič ga je takoj, bi rekli, repliciral nazaj in je rekel, ja, potem se vi tudi ne imenujete Anton, ampak Cerkvenjak. Anton Klemenčič, ne več Anton, ampak Cerkvenjak. Smeh v dvorani in tako dalje, ne. No in še cela vrsta drugih zadev je, zato je seveda zanimivo knjigo prebrati. Ki jo dobiti, Ivan, ob koncu? Se da dobiti, se da kupiti, se da... Ja, na predstavitvah bo knjiga na prodajo. Matra me še marsikaj. Morda bi se našel kdo, ki bi z mojo pomočjo napisal scenarij, vsaj za dokumentarni, če ne celo igrani film o njem.
pustimo čas v čas. Ponudba naši televiziji morda, da stopimo skupaj in ustvarimo. Je pa res, da verjetno podpore ravno morda z kakega sklada že mogoče drugače, pa bi bilo hudo. Zdaj so sicer drugi časi, tako da bi morda bilo zanimivo, ne? No pravim, ljudje me ustavljajo, ker vejo, da je zadeva že izšla, bodo predstavitve. Imam nekaj namigov, ki ne bi bilo primerno, da bi zadeve predstavljal, celo to. Ne vem, kaj bi rekli Avstrijci na te zadeve. Cela vrsta zadev je takih, ki me še pravzaprav mikajo, ne. Tudi dobivam neke namige, ja, tisti bi ga izdal, ja, pa ne to, kot ste vi napisal, ne. To pa gre potem vse skupaj v tisto zadevo, da je v knjigi so resnice, da so morda tudi potvorjene resnice, polresnice in pa da so seveda miti. Dr. Ivan Richterič, hvala za res obsežno gradivo, ki ste ga morali predelati, za neko novo sliko Franca Richteriča. Zdaj v enih očeh je pač takšen, v drugih očeh je takšen. Franc Richterič, od resnice do mita. Hvala, da ste prišli v naš studio, hvala, da ste v klepetalnici posebni oddaji predstavili resnico in seveda, cenjene gledalke in gledalci, priložnost, da, če boste kje imeli, pa seveda starejši predvsem, generacije, ki se še spomnite njegovih, ne vem, pohodov, dejanj, da posežete po tej knjigi, sicer pa do naslednje klepetalnice. Vse dobro. Ivan. Morda še za konec to, dolžan sem tudi zahvalo marsikomu, ki mi je zadeve omogočil, tudi finančno, predvsem pa podpora fundacije dr. Antona Trstenjaka, ki je nekako razumela, da je Franc haral, kot pravimo, ravno na tem območju, ki ga ta fundacija podpira. In nikoli si nisem mislil, da se bom z Francem ukvarjal na taki način in mu dal nekako tako sliko, kot si jo takole drugače je verjetno zaslužil. Hvala, da nisva pozabila na to, kar je pomembno, seveda vam, cenjene gledalke in gledalci, še enkrat več hvala za pozornost, do naslednje klepetalnice, srečno.